Pozdravljeni, dragi starši. Šolsko leto je spet naokoli, počitnice se bližajo, težka bremena bodo odpadla z vaših ramen. Jaz sem pa dala temu posnetku tako provokativen naslov: koliko so vredni vaši otroci. Pravzaprav je ta naslov provokativen, po drugi strani pa zelo resno vprašam, koliko so vredni vaši otroci. Kakšni so vaši občutki ob tem vprašanju? Ste jezni? Si rečete, kako mora biti tako neumna, da sploh to vpraša? Itak so otroci neprecenljivi, ne moramo jih ovrednotiti, ne da se jih ovrednotiti, oni so največ. Kar smo lahko dobili, oni nam pomenijo največ. Ni primerjave. Ne moramo primerjati to z nikakršno vrednostjo. Res je, prav imate. Res je neetično vprašanje, čudno vprašanje, vprašanje, na katerega v bistvu ne bi smelo biti odgovora. Pa vendar sva z Albertom nekaj let nazaj delala na eni šoli. Bilo je takole, mogoče kakšen mesec pred koncem, pred zaključkom šolskega leta. Sedela sva v enem razredu z dijaki oziroma z učenci. Bila je osnovna šola. In smo se pogovarjali z njimi o samostojnosti, o odgovornosti, kako oni doživljajo svet okrog sebe, kaj jih veseli, kaj jih zanima. Moram reči, da so bila vprašanja precej drugačna od šolske snovi, ampak kar me je takrat v tistem razredu zelo šokiralo, oziroma ni me šokiralo, zelo se me je dotaknilo in zelo sem se veliko naučila glede mojih otrok, najinih otrok. En fant je rekel, veste, jaz sem doma točno toliko vreden, kot imam visoke ocene. Če ne dosegam pričakovanj mojih staršev, potem moja vrednost pade. Ena stvar, za katero bom celo življenje hvaležna, je, da sem tega fanta srečala, da sem ga srečala pravočasno, čeprav bi ga lahko srečala nekaj let prej, ker vem, da so se tudi moji otroci kdaj počutili tako. In mi je žal za vsak tak trenutek, ker moji otroci so vredni mnogo več, kot so bile ali pa so vredne njihove ocene, oziroma kot so vredni njihovi dosežki danes. In ko vam tole govorim, mi je težko. Težko mi je, ko se spomnim, kolikrat mi je bilo to bolj pomembno, koliko bo moj otrok pisal test, kot to, kako se on ob tem počuti. Kolikrat mi je bilo bolj pomembno to, da sedi v šoli, kljub temu, da sem vedela, da mu ni fajn, kot to, da se o tem z njim pogovarjam. In zdaj je konec, ocene so zaključene, spet znova in znova. In z vami sem želela deliti samo to izkušnjo, za katero mi je danes, ko so otroci že končali svoje srednje šolanje, res žal. Kakšnih stvari bi se lotila drugače, če bi jih vedela tako, kot jih vem danes. Manj bi se sakirala, več bi se smejala, več bi uživala z njimi. Njihovo puberteto bolj bi bila obrisana skupaj z njimi. Več bi si upala doživeti skupaj z njimi. In zdaj vas vprašam, ste vi zadovoljni? Boste rekli, mi smo pa letos odlični? A boste rekli, mi bomo pa letos prav dobri, saj sem vse naredila,
za to, da bi bil boljši. Ampak je toliko nezainteresiran. Kdo je naredil šolo pri vas? So jo naredili otroci sami, a ste jo naredili vi? Čigavi so rezultati? Vaši ali od vaših otrok? Če niste zadovoljni, če ste razočarani, kakšne bojo vaše počitnice? Boste 2 meseca življenja skupnega, družinskega, žalovali za petkami in pozabili, da sta to 2 meseca, ki ste lahko več skupaj kot družina, ki lahko skupaj kaj doživite, ki lahko skupaj kaj naredite, ko mogoče lahko ustvarite neko ljubeče domače vzdušje, varno vzdušje. Eno stvar zagotovo vem, da boste na te ocene pozabili. In druga stvar, ki jo zagotovo vem, je, da ima vaš otrok talent. In ta talent lahko odkrije samo sam. In edini, ki mu pri tem lahko pomaga, trenutno ste vi, starši. Ker šolski sistem ne odkriva talentov. To vemo, pa ne bom zdajle se spuščala v šolski sistem. Kar vam želim povedati je, da imate na voljo 2 meseca časa, ko bo vaš otrok doma. Da imate na voljo od tega verjetno dobre 14 dni, ko boste vi tudi imeli dopust in boste skupaj. Ni se vam treba pogovarjati o tem, kako to, da ni bil boljši. Ni vam treba 2 meseca govoriti o tem, kako bo, ko bo spet šola. Lahko se pogovarjate o tem, kaj koga veseli, kaj kdo sanjari, kako je bilo, ko ste vi bili najstnik, o čem ste vi sanjali. Lahko se pogovarjate o tem, kaj kdo razmišlja, kako kdo vidi določene situacije, lahko pogledate skupaj kakšen film, kakšen video, lahko se zanimate za to, kaj vaš otrok dela na računalniku, kaj ga pravzaprav tako vleče na računalnik. Lahko počnete marsikaj skupaj. In lahko mu tudi dovolite, da počne kaj sam, ker otroci počnejo radi stvari sami. Ste se že itak cel let skupaj učila, ne? Ali ste se samo vi učili? Danes sem res provokativna. Imam za to razloge. Veliko delava s starši. Vidva, kako veliko stvari počnejo namesto njihovih otrok, kako otroci postajajo nezainteresirani, neodgovorni za stvari, samo zaradi tega, ker jim ni treba. Zato, ker starše toliko močno skrbi, da bodo naredili napako, da bo kaj narobe. Ampak še eno sporočilo tega videa je, napake so nujne. Otrok mora dobiti izkušnjo, da ni konec sveta, ko naredi napako. In mora dobiti izkušnjo, da zna napako tudi popraviti, da jo on zmore popraviti. To je izkušnja, ki mu pomaga k boljši samopodobi, k večji samozavesti. Otroci, ki nikoli ne naredijo napake, lahko doživijo to kot strahotno katastrofo. Tako da upam, da vam bo ta video pomagal, da se boste majčkeno sprostili, da boste uživali sonce in poletje in tudi, če imate kakšnega popravca, jaz sem prepričana, da bo vse ok, če boste z vašim otrokom imeli stik. To vam govorim z izkušnje. Poskuste najti eno ravnotežje med tem, kaj je zares treba in kaj je tisto, kar je res smisel. In jaz sem prepričana, eno stvar sem se naučila. Pri sebi, v mojem partnerskem odnosu, v mojem starševskem odnosu, da tisto, kar je zares potrebno je, da ohranim stik s svojim otrokom, da poslušam njegove sanje, pa če so še tako ubrisane, in da se znam o tem z njim pogovarjati. Srečno!